Ja, kar dobro smo se ogreli in najbolje, da kar začnemo. Z nami je tudi že naša prva današnja gostja. Lepo pozdravljamo Katjo Korošec. Dober večer. Evo, prvič danes z nami, ne? Ja, res je. Tako bolj malo novinka, bi lahko rekel tudi na glasbeni sceni, ne? Ampak nekaj si že naredila, ne? Mogoče bi čisto za začetek naredila en kratek uvod, pa bi mogoče malo povedala kaj o sebi, izkot prehajaš, zakaj glasba, kaj si doslej počela na glasbeni sceni, kakšni so tvoji dosežki? Ja, jaz sem tukaj pristna Štajerka, tako da sem iz tega konca občina Zreče. Celo življenje sem plesala, tekmovala v plesu, ampak zmeraj je bilo pa še petje tista moja druga strast in pa se nisem mogla nikoli odločiti, kaj bo zdaj pri meni pretehtalo. Glede na to, da sem tekmovala v plesu, sem se odločila za ples, zdaj pa mislim, da po plesni karieri je čas za petje. No. V katerih plesih si pa tekmovala? Ja, trenirala sem twirling pa hip-hop. Aha. Čist dve različni. To sta kar zanimiva plesa, ne? Ja. Dinamična, ne? In kaj pa pol pretehtalo, da si se pol odločila za glasbo, ker zdaj si ples verjetno dala čisto na stran? Ja, zdaj sem že malo prestara za ples, no, ampak za ples sicer nisi nikoli prestara, ampak za tekmovanje pa to pa mislim, da nisem več dost pripravljena. Za petje pa toliko me je žulilo, toliko sem imela tisto, da moram iti v to, da zdaj pa sem tukaj. Si se prej tudi kaj s petjem ukvarjala, si se učila pri kakim, recimo, tak bolj znanem učitelju petja? Ja, jaz sem skozi pela v pevskih zborih, nikoli nisem solo stopala naprej, ker sem bila sramežljiva, nikoli nisem upala. Pa sem pa šla v glasbeno šolo, bass, tam pa zdaj že pridno treniram pri učiteljici petja Sari Kozmas. Je kakšna taka stvar v tvoji glasbeni karieri, poleg seveda ovih spotov, ki bo danes pogledala, ki bi ga mogla še poudariti? Ja, to leto je bilo zame tako prelomno leto, zato ker mi je ratalo priti not med polfinaliste EME Fresh in to je bilo res nekaj, kar si nisem predstavljala, da bo sploh prišlo do uresničitve. Verjetno nek načrti so že bili, ne? Mogoče tiha želja, ampak ne še tako hiterno. Tudi sem zapisal, da si prvo bila v polfinalu, kjer si izgubila z Deliri, ki sta bila kar favoritki, ne? Potem pa v drugem z Katjo Kos. Ja, tako je. Kaj razočarana? Pa niti nisem bila toliko razočarana, jaz sem že bila vesela, da sem prišla med polfinalitke noter. Pa tudi to, da sem tekmovala proti Deliri, mi je bilo tako, nekaj... Si pred žrebom že vedela, da bo težko, ne? Ja, je bilo težko, ampak... Oni so bili kar favoritke za uvrstitev na EMO, ampak njima se ni šlo, ne? Oni so bile tudi s Talento, ne? Tam so tudi v finale prišle, ne? Ja. Potem iz same EME se je sledilo, da so vsi, ki so na EME Fresh osvojili, ki so se prebili na EMO, potem tudi prišli v finale. Si pričakovala kaj takšnega? Za LPS sem res... Aha, za njih si vedela? Ja, zato ker ko sem slišala pesem, sem rekla, to bo v finalu, no. Pa tudi Lea Lien, ker njen glas je res nekaj posebnega, tako da so kar pravi prišli pa naprej, no. Si pol tudi, verjetno, so bili to tvoji favoriti za končno zmago? Ja, valjda, to pa vsekakor. Kako bi pa ti sama strokovno ocenila njihov nastop v Torinu? Pa glede na to, da so še zelo mladi, da niso imeli toliko izkušenj z nastopanjem, stopiti pred tako veliko dvorano je bilo res, so naredili to, kar so lahko, res je bilo. Im je bilo težko, ampak so speljali odlično. Nažalost, zadnje mesto med vsemi udeleženci je verjetno razočarane, ne? Ja, mogoče si tega res niso zaslužili, no. So drugi komad dosti slabši, ampak... Res je, ja. Scenski nastop je malo... Malo je šepal, ampak ko si pogledal pa tudi druge, pa to pa tudi ni bilo tako slabo, no. Kako je pa to všeč zmagovalna pesem, ukrajinska? Ja, tukaj ni glih zmagala glasba, je bolj politika. Letos res ne, ja. Kdo je bil tvoj favorit, recimo? Švedska mi je bila všeč. Švedska. Tretja, ne? Ja. Tudi Srbija je bila zelo zanimiv komad, ne? Ja, tudi Srbi so bili dobri, ja. Si roke umivala malo na odru, ne? Ja, pa pesem, ki gre v uho. Ki gre v uho, tako je, ja.
Zdaj za uvod smo si videli tudi en tvoj spot, ki si ga lani, julija, dala tudi na omrežje YouTube. Zelo veliko gledal, 24 000 sem si zabeležil, pomagala sta ti pa tudi pri spotu Tomec in pa Lunaček. Kako da si se za njih odločila? Ja, to je bilo pa čisto naključje, ker sem šla v to, da bi imela pa zdaj že svojo pesem, smo poklicali Roka, se že malo dlje poznamo. In je bil takoj za, tako da je nastala samo Objem imeno. On ne spusti nobene priložnosti za dober komad, ne? Ja. Kako si pa zadovoljna samo pesem, verjetno taka bolj ljubezenska, samo Objemi me? Pa pesem mi je ful všeč. Prva je vedno prva, tako da tudi zdaj, ko še slišim, mi grejo kocine po konci, zato ker je le prva in imaš neke posebne spomine na njo. Ima kakšno posebno sporočilo? Ja, to je pa malo bolj tisto, ko si mlad, pa skrivaš svojo ljubezen pred vsemi ostalimi, ne? Da ja ne bi kjer vedel, ne? Ja. Si bila sama ista? Ja, sem bila tudi sama. Bila rekla avtobiografska, ne? Ja, skoraj. Na nek način, ne? Super. Preden se dotaknemo pa tvojega spota iz Eme Fresh, ki ga bomo malo bolj podrobno analizirala, pa te čaka tudi naš glasbeni preizkus znanja. To je to, ko smo se prej pogledali. Ja, tako da priporočam, da prvo spiješ malo iz naših emolončkov, da se malo pripraviš, kar izvoli. Tokrat pa se za tebe izbral Nuško Drašček. Poznaš? Ja. To je slovenska, bi rekel, znana pevka, ne? Čeprav pesmi njene bolj slabo poznam. Imaš srečo, ker te ne bom nič o njih pesmi spraševal. Dobiš 3 vprašanja, zahtevam 3 točne odgovore, če zbereš 9 točk, si potem v finalu na zadnji oddaji. To je računica, ne? Gremo eno tako za ogrevanje, tako kot ponavadi, zanima me samo, koliko je stara in gremo dalje. Nuška. Nuška, tako. Zdaj, če bom rekla preveč, ženska pa lahko žaljena, ne? Ja, zdaj upama, da ne gleda, ne? Ja, jaz bi rekla, ne, 43. 43. To je tvoj zadnji odgovor. Ja. A gledaš, kje oddajo leta štejejo? Gledam, ja. Aha, tako da smo nekje na tem, ne? 43, ne? Zdaj tukaj ne bo nobene pomoči, ne? Samo ja ali pa ne. Škoda. Odgovor je ne. Ni 43, si pa kar blizu, ne? 36, 38 ali 40. A pa sem jo postarala, joj. Jaz se rečem nekaj vmes, tako da B. 38? Ja. 41. Ok. Teda si samo 2 leti si vadila, ne? Nič točk, ampak zdaj, če oba dva točno odgovoriš, imaš potem 6 točk in si z tajo izenačen in bomo mogli kak žrebati ali pa karkoli, ne? Zdaj, izdala je, koliko miš albumov je izdala v svoji karieri? To sicer ni za točke, ampak... Nuška, ja. Nekih pa je že po moje. Misliš? A še ne? Ja, ne vem. Ne vem, res ne vem. Kako bi ti rekla? Mogoče enega. Ja, drži, enega je izdala, ja. Album z naslovom Svet je tvoj. Mene pa sem zanima, katerega leta ga je izdala. Nuška prej pela tudi pri Perpetuum Jazzile, ne? Ne vem. A ni dobene pomoči? Bo potem za 1 točko, ja. Za 3 točke pa ne smem, jaz sem ti že tako veliko pomagal, ne? Mogoče 2014. 2014. Žal ne. 2003, 2006, 2009. Pa naj bo 2009. Naj bo 2009 in 1 točka na tvojem računu. Čestitam, tako da 0 ni, tudi zadnje mesto ni, ne? Saj to. Morda pa v bistvu premagaš našo naslednjo gost danes, tak interni dvoboj, recimo, ne? Veš, da je tudi Nuška na raznih festivalih, EMA, MMS, Melodija, More in sonca, popevka, ne? Zanima me pa, kolikrat, zdaj, ko je že ta tema aktualna, kolikrat je poizkusila srečo na EMI? Mogoče enkrat. Da bi samo enkrat? Ja. V celi svoji karieri? Ne vem.
štaješ pri enkrat? Pa naj bo 3. Naj bo 3. Ja. Okay. Zdaj si me zmedel. Ja, se tudi pri milijonarju te zmede, Ja. ko si že zihar, pol dvomiš, pol vzameš pomoč, pol Pa ugotoviš, da spet si bil kontra prav. rečeš, ja. 3 si rekla, ne? Ja. Spet si bila zelo blizu, ne? Se tukaj je bilo tako, karkoli bi rekla, blizu, ne? Žal ni 3, ne? 2, 4 ali 5. Naj bo 2. Naj bo 2. Ja. Jaz pa rečem 4. Oh. 4-krat je poskušala na Emi. Mislim, da je bila najbližje okrog 6. mesta, dlje ni šlo. 1 točka pa vseeno, ne? Ja, nekaj pa je, no. Bomo videli, ali boš naslednjo gostjo premagala. Ne bom še povedal, kaj dobi, ker se bo potem, ker oddaja v živo in morda pol gleda in bo vedela, se bo pripravila, tako ne bi bilo fair, ne. Gremo mi dva raj na stvari, ki jih boš bolj vedela, ne, na tvoj spot. In sicer danes bomo videla tvoj aktualni video spot, ki si ga aprila, potem po Emi, ne. Ja, res je. Prej še verjetno ni bil končan, ne, ali ga niste smeli dati. Nismo smeli dati ven, niste smeli dati. Malo smo še ga držali, ker je glih tak malo bolj plesen, lahkoten in bi bilo škoda dati malo prej takoj po Emi ven, no, ker je bila poplava. To je res, ja. Zdaj, spot ima do danes 32.000 ogledov, kar je 8.000 več kot tvoj prvi, ne? Kljub temu, da je gor samo od aprila, verjetno si zadovoljna. Jo, tega res nisem pričakovala, ker smo gledali po enem tednu YouTube gor, ker se je kar nabilo število ogledov, je bilo kar presenečenje, no. Kaj misliš, da je to vplivalo, ker si bila na Emi fresh, ali sam spot, ali besedilo, kaj je prevagalo? Ja, jaz upam, da vse skupno. Neka kombinacija, Ja. ne? Kdo ti je recimo pomagal pri prvem oziroma drugem spotu, pri produkciji? Ja, to je bila pa kar domača produkcija. Domača tako da produkcija. To, kar sem jaz si želela, so pa nekako probali uresničiti moje Ti si želje. potem dirigirala tempo, ne? Ja, Tukaj ti je pa tudi Nino Ošlak pomagal, ne, z besedilom, nisi Roka prosila. ne, tukaj pa, to je bilo pa res naključje poleti na kavi z Nino Ošlakom, glasbenikom se poznava. Sem jaz tako mu govorila, on ve, da sem bila prej plesalka, sem nekaj, jaz bi pa imela neki komad, ki je plesen, malo bolj hiter, pa da pokažem, kdo sem jaz. In on, jaz imam pa eno idejo in pa je nastal komad levo in desno. Aha, on je v bistvu ti na podlagi pogovora ali že imel prej pripravljen? Ja, malo je videl moje želje pa to, tako da smo pol... Aha, in ti si prav s tem namenom šla do njega za, v bistvu potem, da ste se za Emo Fresh potem... Ne, to je bilo res tako naključje, da bolj ne bi moglo biti, no. Res to je bilo spontano na kavi, pa je komad nastal, mi smo ga imeli že oktobra nareditega, smo ga hoteli že dati ven, pa kliče Nino, jaz sem videl, da komad še ni dolg 3 minute, ti še nisi 30 stara, nimaš še 3 pesmi, kaj če gremo na Emo Fresh? Aha. Pa sem jaz malo trokirala, pa ne vem, če sem jaz že glih pripravljena za tak velik podvig. Rekel, dej probi, enkrat boš mogla, te bomo mogli v vodo vreči in pa so me dejansko vrgli v vodo, da sem splavala, no. Ni ti žal, ne? Ne, ni mi žal, zdaj, ko gledam nazaj, je bilo res... Kaj pa sam nastop, recimo, ki si ga izvedla, je bilo treme, ki je prisotno? Pa nisem imela še nastopati, tako da, hvala Bogu, da sem prej... Ampak smo imeli pa pripravljeno, ja, plesalke smo že imeli, ker si mogel malo vedeti naprej, kaj in kako boš oblečen. Smo že imeli plesalce pripravljene po vse, če bi prišli naprej, no. Potem bi mogli pa tudi v živo, ne? Ja. Verjetno, tvoji cilji za naprej so verjetno novi komadi, verjetno tudi album? Ja, to pa je res želja, album, no. Pesem smo glih v petek posneli, pride jeseni ven, za naprej pa... Ja, album, pa še mogoče kak festival, MMS me skozi mika, tako te mika, mogoče kaj v tej smeri. Tako poletni komad je treba narediti, ne? Ja. Kaj si hotela, recimo, notoč pozabil vprašati s to pesmo Levo in desno, kaj si hotela sporočiti nam v bistvu? Ja, da ni važno, koliko moških žensk imaš okoli, koliko ti jih nori, pa to, če imaš srce za enega. Aha, in potem tistega zbereš, ne? Ja. In ti si ga zbrala, ne? Ja, sem! Super.
Preden gremo pa res ta spot pogled, se bi jaz ti zahvalil za obisk v našem studiu, v naši oddaji. Za konec bi te pa prosil za besedico ali dve za naše gledalce in gledalke, potem si pa gremo spot skupaj pogledati. Izvolite. Ja, najprej hvala za povabilo. Sicer pa ni važno, ali je levo ali je desno, važno je, da naredite to s srcem in upam, da boste uživali v skladbi levo in desno in da boste to tudi vi začutili.